V objektiv smo zdaj ujeli Matevža Luzarja, za katerega mogoče še ne veste, ampak boste pa kmalu zvedeli, po moje, če ne prej pa danes ali pa v naslednjih dneh, če še vedno niste zvedeli. Zakaj neki? Zato, ker Matevž je naredil en film skupaj z ekipo, del ekipe je tudi Uroš. Igralec. Da, ki ga kar pozabljajo omenjati, ki je kdaj, zdaj zaenkrat še. V glavnem, da ne bom preveč dolgovezla, Matevž, za kak film gre in kaj se je zgodilo z njim? Gre za diplomski film Vučko. To je zgodba o osamljenem tanzanistu, ki spozna nove prijatelje, mormonski misionarji. Ok, to je zgodba? To je zgodba. V bistvu, kaj se je pa zgodilo s filmom, se je pa zgodilo to, v bistvu, da je nominiran za študentskega Oskarja. In to pravega Oskarja študentskega, da se razumemo. Oskarja. Tam v Ameriki. Tam v Ameriki, če služa. Kar pomeni, da se je tebi življenje kar verjetno precej spremenilo v zadnjih dneh, ne? Ja, v bistvu kar naenkrat so stvari, ki sem jih delal, pa jaz sam v bistvu nek zanimanje zbudil pri javnosti. Telefoni zvonijo. Telefoni zvonijo, to je groza. Pa nekako tudi, kar me bolj veseli to, da nekako vsi iz celega sveta prihajajo neke čestitke od določenih ljudi, ki imajo kaj po palcem. To. Koga si se najbolj razveselil? Razveselil? Zaenkrat. Pa zaenkrat v bistvu je tako, da najbolj sem se razveselil čestitke od svojih mnen. Od ljudi, ki nimajo nič stika s filmom, pa so pogledali film in mi je všeč. To v bistvu mi največ pomeni. No, zdaj je začela malo muzika igrati, tako da bom jaz malo kamero bliže dala. Evo, kje bi zdaj začeli? Kaj se bo zgodilo po tvojem mnenju od te nominacije naprej? Ta nominacija je v bistvu super popotnica po akademiji. V bistvu. Ker sem prepričan, v bistvu, da ta nominacija v tujini odpira marsikatera vrata. Bomo pa videli, kaj to pomeni v Sloveniji. Misliš, da boš bolj, da te bojo bolj hoteli pri nas ali v tujini? Čeprav to je tako retorično vprašanje. Ne vem, pustimo čas pa vidimo. Evo Jonasa, zdravo Jonas, pridi bliže. Jaz sem kar nadaljevala z intervjujem med tem, ko puščim. Daj malo povej o ekipi, kdo je vse sodeloval pri tem filmu, kako je film nastal? Sodelovali je veliko, mislim, zdaj, če bom našteval, sigurno kakšnega pozabil, ampak če samo omenim... Da ne boš Uroša pozabil. Uroša ne bom pozabil, Uroš je igral enega od misionarjev mormonskih. Uroš je igral Mormona, igral je Klemens Lakonja Mormona, glavno vlogo je igral Eugen Car, ki ga zelo malo vidimo v filmu ali skoraj nič. V bistvu ga nismo videli že kakšno desetletje, če ne več, in je naredil super vlogo, tako kot Klemen pa Uroš. Potem pa so igrali še te epizodne vloge, Pija Zemljič, Polona Juh, Silva Češin, Mojca Fatur, Mojca Funkel, Suzana Grau, koga si še pozabil? Bomo mi napisali vse, ki smo jih pozabili, ja, v glavnem. Boš pa tale film, bo zdaj sicer predstavitev na akademiji, najbrž je zaščiten z avtorskimi pravicami, najbrž ga ne moramo kar tako pokazati zdaj. Bo film možno videti na festivalu, možno ga bo videti tudi v eni drugi kombinaciji, ker pa ne bi zdaj še rad govoril o njej, ampak mislim, da lahko se najde celo v Koloseju. A se ti je oglasil že kdo iz Ministrstva za kulturo? Iz ministrstva ali pa z filmskega sklada ali pa z televizije se mi še ni noben oglasil. A so ti kaj pomagali omenjeni tele pri pripravi? V bistvu koproducent filma je seveda filmski sklad, Televizija Slovenija daje zelo veliko za te naše filme, glede budžeta, če gledamo v procentih. Ni pa noben tako, da bi kaj sporočil. Kako pa ti kaj gledaš, ko smo že ravno pri tem na slovenski film, glede na to, da je zelo veliko kritik v zadnjem času tudi zaradi financiranja filmskih projektov? Mislim, jaz gledam na to, vse, kar se govori, je res. Problem je v tem, ker
nimamo, v bistvu 15 let že postavljamo neko normalno stanje, ki nikoli ni normalno stanje. Skozi se neki, v bistvu, kako rekel, vse skupaj na otroški vrtec. Film je pa resna stvar, mislim, če hočeš nekaj narediti, moraš delati vsak film kot svoj zadnji film. To se mi zdi. Kateri je bil tvoj prvi film? To pa kako, zdaj na akademiji ali prej? Ne, sploh. Sploh, v bistvu, v srednji šoli sem delal. V srednji šoli sem delal film, to je, koliko sem rekel, nekaj 12 let nazaj. V bistvu sem ga delal s sošolci. He's an old man. Oh, yeah. Sošolci sem ga delal, ni bilo še takrat te digitalne revolucije, ki se zdaj dogaja, ker je super. In sem v bistvu posnel film na VHS, zmontiral pa tako, da sem imel en videorekorder, pa drug videorekorder in potem pritiskal play, pauzo, red in sem zajebal en res, sem mogel na novo delati. So pa to bili začetki, no, ni to zdaj, da bi te filmi bili tako nekaj in sploh, ampak šola, no, učil sem se. A je Vučko tvoj zadnji film, ki si ga delal, ali imaš kakšnega še obdelavi? Kot režiser je to zdaj zadnji bil do zdaj. Pripravljam pa še projekte, ki pa so odvisno od financ, kot zmeraj. Mislim, pa delujem tudi kot scenarist v raznih projektih. Kakšen žanr ti je bliže? Rad imam črna komedija, rad imam ta neki... Črna komedija? Črna komedija, ja. To najbolj težko narediti, ne? Ja. Mislim, se mi zdi, da je to ena težjih stvari, no. To mi najbolj všeč. A te lahko nekaj vprašam? Dejno. Kdo vse ti je čestitev in mogoče zraven še kdo ti pa ni? Kaj bi bilo, veš, si opazil, da ti prav ni. In pod vprašanje, če že kaj čutiš slovensko fovšijo? Če čutim kaj, ne čutim še nič. Čestitajo so mi vsi profesori, čestitajo so mi tuji producenti, eni, s katerimi imam neke kontakte, iz Nemčije, Francije, Izraela, Švedske. Potem v Sloveniji v bistvu tako so mi čestitali vsi frendi, mislim tudi tako, pa režiserji sploh. Od teh koproducentov nekako pa ki so bili udeleženi v filmu, v bistvu, njihov film tudi to, mi pa zdaj v bistvu ni. Jaz čestitam, on da nekaj. No, jaz tudi čestitam. Ja, lahko bi se pogovarjali še v neskončnost dolgo, pa najbolj se še bomo, ne? Potem, ko bojo razglašeni rezultati, kdaj pa bo to? To bo pa 7. junija, je podelitev v Los Angeles. Greš tja v vsakem primeru? Bomo videli, ja. A greš zraven, Uroš? Valjda te šli. No, a ne da? No, valjda te šli. V glavnem, pustimo se presenetiti. Jaz bi šel, se ne vem, če bom dobil karte. Boš dobil karte. 4 karte lahko dobim. V glavnem, čestitke še enkrat in se vidimo, ne? delamo. A ja, mim grede, ne? Mateo še naš bloger na Vesti, Pesti. Tako da tudi to ne zanemariti. In Vesti je ena super stvar. Pesti! Pesti! Ok, hvala. Jo.